Torej virus, ki so ga potrdili pri potujočih na križarki, spada v družino hantavirusov, ki ima okoli 37 vrst. Za ta virus, ki sicer kroži že dlje časa, zlasti v Južni Ameriki, andski virus, je značilno, da povzroča obliko bolezni, ki se imenuje hantapljučni sindrom. Kot že ime pove, se bolezen najprej kaže morda z gripi podobnimi simptomi, glavobolom, mrzlico, slabim počutjem, morda tudi prebavnimi težavami. Sledi pa potem faza, ko virus napade pljuča, tudi srce. Zaradi popuščanja srca se nabira tudi tekočina v pljučih, lahko pride do kardiogenega šoka, do šoka zaradi hude dihalne stiske in v kar nekaj odstotkih tudi do smrtnega izida. Smrtnost pri tej obliki okužbe je kar 30 do 60%, je kar visoka. NIJZ je stalno v povezavi z evropskimi mrežami epidemiologov, mikrobiologov, zlasti pa spremljamo dogajanje na spletnih straneh oziroma tudi konference, ki jih vodi Svetovna zdravstvena organizacija pa Evropski center za nalezljive bolezni. Hkrati smo organizirali že interni sestanek oziroma tudi obveščamo pa tudi javnost, kaj se dogaja. Pri nas tudi krožijo hantavirusi, vendar tega virusa, andskega virusa v Sloveniji na srečo ni. Pač pa krožijo drugi hantavirusi iz te družine, zlasti pomalavirus, v manjši meri dobravavirus. Ta dva virusa povzročata milejšo klinično sliko, ki se kaže lahko tudi najprej z gripi podobnimi simptomi, potem pa so lahko prizadeta ledvica, vendar ponavadi bolniki okrevajo, smrtnost je nižja kot 1%. Še enkrat ponavljam, andskega virusa v Sloveniji ni. V Sloveniji torej kroži virus, ki povzroča HMRS, to pomeni hemoragična mrzlica z renalnim sindromom, ljudje temu rečejo mišja mrzlica. Pomembna je osebna higiena, zlasti rok, kadar delamo na vrtu, na polju, zlasti tudi, kadar čistimo kakšne kleti ali pa podstrešja, vrtne lope in pa tam, kjer opažamo večje število glodavcev, je bolje, da se ne zadržujemo. To recimo velja za kakšne tabornike, ko se odločajo, kje bodo postavili tabor. Značilno je, da imamo v Sloveniji nekaj primerov te mišje mrzlice letno. Izjema pa so recimo na 5 do 6 let nastopi lahko tako imenovano mišje leto, ko se glodavci tudi v Sloveniji močno namnožijo in takrat je verjetnost, da pride do takšnih okužb bistveno večja in je tudi prijavljenih okužb bistveno več. Še posebno opozorilo, kadar čistimo kleti in podstrešja, kjer bi se eventualno lahko zadrževali glodavci, je dobro, da najprej te prostore temeljito prezračimo, recimo 30 minut, potem pa stopimo v prostor, če opazimo iztrebke glodavcev, jih polijemo z razkužilom, če se da, prostora ne pometamo, ampak čistimo mokro. Pri čiščenju uporabljamo rokavice, lahko pa tudi masko. V mestih je pa pomembno, da izvajamo redno deratizacijo oziroma v naseljih, kar je pa ponavadi 2-krat letno.